Živijo tukaj Valentin, ura je 15:30. Danes bom govoril še o živalih, o živalski komunikaciji in živalskem zavedanju. Med poslušanjem meddimenzijskih intervjujev z različnimi vrstami živali sem spoznal, da imajo živali precej drugačno komunikacijo kot ljudje. To, da ne morejo govoriti na ta način, da bi jih ljudje razumeli, še zdaleč ne pomeni, da se med seboj ne sporazumevajo in da tudi premorejo izjemno nizko zavedanje. V bistvu je tako, da govor kot oblika komunikacije predstavlja izjemno ali najbolj omejen način komunikacije. Živali ne govorijo enostavno zato, ker ne potrebujejo govoriti. Zato, ker bi s tem omejili svojo raven komunikacije. Bi s tem močno znižali komunikacijo. Kako torej živali komunicirajo, kako se sporazumevajo? Za komunikacijo uporabljajo vsak najmanjši delček svojega telesa, tako da glede tistega, kar lahko ljudje pri živalih opazimo, je njihovo gibanje, njihovega fizičnega telesa. In za živali ima vsak najmanjši gib njihovega telesa izjemno velik in zelo specifičen pomen. Vsaka žival se seveda giblje na svoj način in potem na ta način v prvi vrsti komunicirajo med pripadniki iste živalske vrste, vendar pa tudi komunicirajo z ostalimi živalmi. Živali premorejo meddimenzijski pogled, torej vidijo določene druge ravni ali frekvence obstoja, poleg nekega slikovnega obstoja, ki ga vidimo ljudje. Imajo kot neke vrste rentgenski ali spektralni vid ali večfrekvenčni vid oziroma zaznavo. Ni to samo videnje skozi oči, ampak je to dejansko vpogled v stvari take, kot so. Živali imajo tudi zavedanje svoje okolice in svojega lastnega fizičnega telesa, to je pa v bistvu že primarno. Natančno se zavedajo, kaj se dogaja z vsakim najmanjšim delčkom njihovega fizičnega telesa in tudi zelo pozorni so na okolico. Živali vedo, kdo je v bližini, katera bitja so v bližini, komunicirajo z vsakim najmanjšim delčkom svoje okolice. In to na zelo podroben, specifičen način. Komunicirajo lahko z najmanjšo bilko trave, z drugimi živalmi, z drugimi bitji, celo z zrncem peska je možno komunicirati. Vse, kar obstaja tudi v zraku, vse nosi določene informacije, podatke, zapise, sledi. In živali so to zmožne videti, prebrati in potem na osnovi tega dobiti dojemanje svoje trenutne okolice in tudi kaj se je v tej njihovi okolici dogajalo v preteklosti. Kajti vsako živo bitje ima določeno resonanco, vibracijo in ko potuje skozi prostor, pusti v tem prostoru svojo sled. In živali lahko te sledi vidijo, zaznavajo in razumejo. Te sledi se zapišejo
in na tleh, in v travi, in v zraku, in v vodi, recimo v oceanih. Živali tudi živijo na zelo drugačen način kot ljudje, ker se zavedajo svoje odgovornosti do svoje okolice, zavedajo se posledic svojega poseganja v okolje. In vsaka njihova odločitev je osnovana na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Torej, zavedajo se, kako bo vsako njihovo sleherno dejanje vplivalo na druga živa bitja, na okolico čez daljši čas, kakšne bodo te posledice. Človek se pa seveda obnaša zelo neodgovorno in te stvari prav nič ne upošteva, oziroma zelo malo tega upoštevamo, ker imamo zelo omejeno zavedanje. In živali tudi vedo, kdaj jih nekdo opazuje. Mi recimo kot ljudje poskušamo razumeti živali na ta način, da jih opazujemo z našimi lastnimi očmi, vidimo neko zunanjo sliko in potem poskušamo to njihovo obnašanje razumeti, interpretirati, klasificirati, definirati in za vse to uporabljamo besede, ki so že same po sebi zelo omejenega pomena, imajo zelo omejeno možnost sporočanja določenih zadev. Kar so živali povedale, je to, da živali vedo, kdaj jih nekdo opazuje, da vedo, kdaj je človek v bližini. In to njihovo zavedanje je zelo široko. Na več kilometrov daleč vedo, kdaj se jim približuje človek in tudi vidijo njegove miselne vzorce, njegove interese in se potem k temu tudi primerno pripravijo in odzovejo. Ko človek recimo opazuje živali in poskuša razumeti, kako živali funkcionirajo v naravnem okolju, se glede tega ne zaveda, da živali spremenijo svoj način obnašanja, ko jih opazuje človek. In tudi, če človek postavi neke kamere v naravi, tudi ta elektronika je za živali zelo vidna, ker elektronika, vsa tehnologija človeška ima zelo specifično resonanco in izjemno izpade iz tega okolja. Živali vidijo to kot neko zelo bleščečo resonanco. Torej, in takrat, ko človek opazuje živali osebno, neposredno, in tudi, ko človek opazuje živali na ta način, da posname njihovo gibanje z fotografsko ali video tehnologijo, se živali popolnoma drugače obnašajo, kot če jih nihče ne opazuje. Zato ljudje zelo težko razumemo, kako živali funkcionirajo, in sedaj končno preko teh meddimenzijskih audio intervjujev smo dobili neke predvsem drugačne informacije, ko so prišle živali v človeško fizično telo in uporabljale naše človeške besede za to, da nam sporočijo prvič v zgodovini človeštva, kako dojemajo sebe, svoje telo in človeka. Vse te informacije so zelo nove, nenavadne, fantastične in za večino ljudi neverjetne. Sedaj pa je naloga vsakega od nas, od vas, od znanstvenikov, da poskušajo z kakšnimi znanstvenimi metodami preveriti, ali te informacije dejansko držijo. Glede na razlago se meni zdijo te informacije zelo zdravorazumske, logične, podporne in lahko zaključim, da so resnične. Vsekakor ti posnetki pomagajo človeku
da bolj razume svoje omejeno delovanje na tem svetu in škodljive posledice na okolje, na živali, in nam daje priložnost, da se zamislimo nad sabo in da spremenimo svoje obnašanje, da bolj gradimo, ustvarjamo, ravnamo z tem svetom na ta način, da upoštevamo vsa živa bitja kot enakovredna, da se vrnemo v enost in da ustvarimo svet, ki bo boljši za vse, ki bo enakovredno podpiral vsa živa bitja. Vabim vas, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka, da tudi sami poslušate te intervjuje z živalmi in da potem tudi vi spremenite svoj odnos do samega sebe, do okolice in živali. Hvala za posluh in nasvidenje.